Včeraj je v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali predsednik ter podpredsednika vlade. Predsednik vlade je v uvodu dejal, da je vlada tako kot vsak teden tudi danes obravnavala epidemiološko situacijo v državi, grožnje, ki jih prinašajo nove različice virusa in stanje glede precepljenosti prebivalstva. Zdaj, ko imamo dovolj cepiva, ko lahko ljudje izbirajo, je enostavno odgovornost na vsakem posamezniku, da zaščiti sebe pa tudi svoje bližnje, hkrati pa tudi odprtost javnega življenja. Se pravi, smatramo, da imamo na voljo dovolj inštrumentov, zaradi katerih ni treba ponovno zapirati javnega življenja, omejevati gibanja, omejevati določenih gospodarskih dejavnosti, še posebej storitvenih, ki so bile v epidemiji najbolj prizadete, in da je treba zdaj združiti moči za to, da dosežemo čim višjo precepljenost prebivalstva. V zvezi s tem bo Ministrstvo za zdravje v prihodnjih dneh predlagalo določene spremembe uredb. Pozdravljamo pa zelo izjavo vseh poslanskih skupin Državnega zbora, ki so danes skupaj končno zmogle podpis pod izjavo, s katerim vse politične skupine v slovenskem parlamentu pozivajo k cepljenju in se enotno pridružujejo tem naporom. Jaz osebno mislim, da je to velika stvar, da je prišla še v pravem času in tudi v zvezi s to izjavo in z napori, ki so bili uspešni, da se tukaj doseže neka enotnost, smo se v koaliciji odločili, da zakon o nalezljivih boleznih oziroma sprememba zakona o nalezljivih boleznih, ki je zdaj v proceduri in pred končnim glasovanjem, v tej fazi najbrž ni potrebna v tako hitrem času, tako da bodo poslanci koalicije glasovali proti noveli, ki smo jo vložili, in vlada si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane bodisi v razpravi v Državnem zboru, bodisi v razpravi v Državnem svetu, ponovno prouči in predlaga novo novelo zakona o nalezljivih boleznih. S tem ne bo upoštevan rok, ki ga je dalo Ustavno sodišče za spremembo. Vlada je hitela z to novelo zakona ravno zaradi tega roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče. To ni bila naša izbira, ampak star zakon še vedno velja in po našem mnenju omogoča dovolj inštrumentov za to, da se v tej fazi učinkovito spopadamo z epidemijo, še posebej, če se bo upošteval ta enoten poziv poslanskih skupin k cepljenju. Na ta način želimo tudi na nek način razbremeniti čas naslednjih tednov, ki je ključen za to, da Slovenija doseže zadostno precepljenost za zaustavitev epidemije, razprave o noveli zakona o nalezljivih boleznih, eventualno zbiranje podpisov za referendum, ustavno presojo, kar vse napoveduje opozicija, kajti ta debata in ta razprava bi se verjetno nujno povezala z nasprotovanjem cepljenju in bi na ta način dobili negativni učinek. Tega ne želimo, v tem trenutku je ključna prioriteta Slovenije doseči zadostno precepljeno za to, da bomo jeseni lahko imeli šole in vrtce odprte, neomejeno javno življenje in kolikor se da normalne aktivnosti ob upoštevanju PCT pogojev. Koalicija se je danes tudi odločila, da bo predlagala preložitev glasovanja o zakonu o nacionalnem demografskem skladu v tretjem branju. Ne želimo, da se ta pomembna odločitev sprejema v politično tako pregretem ozračju. Gre za eno od strateških odločitev o tem, kako zagotoviti stabilne pokojnine v prihodnje. In glede na to, da so poskusi za sprejem tega zakona pravzaprav stari več kot desetletje,
pač ne verjamemo, da če bo ta priložnost zapravljena, da bo v kratkem času še kakšna tukaj, kar bi pomenilo, da je upravljanje z državnim premoženjem še naprej razdrobljeno in viri za zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema in stabilnosti pokojnin še naprej manjši, kot bi lahko dejansko bili glede na možnosti, ki jih ima Slovenija. Podpredsednik vlade Matej Tonin je prepričan, da bomo lahko s striktnim upoštevanjem PCT pogojev ohranili čim bolj normalno življenje s čim manj omejitvami in si v letošnjem poletju tudi nekoliko oddahnili. Upam, da si bodo Slovenci vzeli čas za oddih, da se v tem poletju dodobra odpočijajo, da izkoristijo bone, ki so jim na razpolago za različne stvari, od dopusta do kulturnih in športnih dejavnosti, in da bodo v jesen vstopili seveda osveženi in polni nove energije. Seveda si pa vsi skupaj želimo, da bi bila letošnja jesen precej drugačna, kot je bila lanskoletna. Želimo si, da bo življenje teklo normalno, da bodo stvari odprte, brez kakršnihkoli omejevanj javnega življenja. Vsekakor je prišel čas, da odgovornost za prihodnost prevzamemo v svoje roke. Zdaj, ko je v državi dovolj cepiva, ko se cepivo celo lahko izbira, je prišel trenutek, ko mora biti odgovoren za našo prihodnost predvsem posameznik, ne pa toliko država. In zato bomo v Novi Sloveniji pri naših prihodnjih razpravah o tem, kako se spopadati z epidemijo COVID, kakšne ukrepe sprejemati, absolutno na strani tega, da se javno življenje ne zapira dodatno, ampak da se striktno upoštevajo PCT pogoji. Torej, da mora biti posameznik ali cepljen, ali je prebolel, ali pa testiran. In če bomo te pogoje uveljavili širom slovenske družbe, je to najboljši in najbolj enostaven način, da ohranimo čim bolj normalno življenje, s čim manj omejitvami in na takšen način prispevamo k temu, da bo gospodarstvo končno začelo intenzivno okrevati, da se bo okrepil tudi naš javni zdravstveni sistem in da se bomo lahko kot vlada tudi posvetili vsem ostalim nalogam, ki nas čakajo v prihodnosti, ker zlasti v Novi Sloveniji vidimo kot zelo pomembno samo digitalizacijo naše družbe. Evropska unija zelo stavi na te stvari in zdi se mi pomembno, da Slovenija dela pomembne korake naprej in tukaj je eden izmed ključnih tudi novo imenovani minister, ki bo imel pomembno koordinativno vlogo, da stvari, ki so zamišljene na papirju, postanejo tudi realnost končno tudi v Sloveniji. Hkrati smo naredili tudi politični premislek in tukaj absolutno v Novi Sloveniji podpiramo pristop, da je prišel trenutek, ko je potrebno napetosti umirjati, da so se stvari absolutno pregrele in da je boljš narediti kakšen korak nazaj, zato da bomo lahko jutri naredili 2 koraka naprej. In to, da si vzamemo dodaten čas za premislek, kako vzpostaviti in napisati novo varianto zakona o nalezljivih boleznih, je zagotovo korak v pravo smer. Pripomoril bo k temu, da bo lahko še širša javnost vključena v te razprave, da ne bo nihče izpuščen. Verjamem, da razumete, da je vlada v tej fazi hitela, ker je želela ujeti rok, ki ga je postavilo Ustavno sodišče, ampak glede na vse ostale okoliščine je jasno, da so se stvari obrnile nekoliko v drugo smer. Tudi pri nacionalnem demografskem skladu podpiramo, da se odločanje prestavi na eno izmed prihodnjih sej, ko bodo strasti nekoliko bolj umirjene in bo lahko precej bolj trezna razprava o tem, kakšna je prihodnost upravljanja našega državnega premoženja in pa tudi same skrbi za pokojninski sistem. Ker v trenutku, ko vlada neka politična histerija, bi bile lahko narejene neke napačni politični zaključki, ki bi imeli daljnosežne posledice.
Verjamem tudi, da bo jutri Mark Boris Adrijanič potrjen za novega ministra. Vsekakor se je izkazal kot izjemno kompetentna oseba. Tudi pri delu vladnega strateškega sveta so prišli do zelo uporabnih predlogov, ki pa jih je seveda sedaj potrebno preliti tudi v prakso. Veseli me pa tudi široka podpora strokovne javnosti, ki jo je bil deležen danes, ki jasno izpričuje temu, da za prihodnost Slovenije, za naš prihodnji razvoj je pomembna digitalizacija, je pomemben digitalni prehod in da to ne bi smela biti točka političnega obračunavanja in spopadanja. Pojavili pa so se tudi določeni zapleti z zakonskim okvirom za obvladovanje epidemije. Upal sem, da bomo vsaj pri tem vprašanju, in to sem večkrat povedal, lahko iskali širši konsens, ampak se je pokazalo, da to ni mogoče. Danes smo sprejeli pomembno odločitev z umikom zakona o nalezljivih boleznih, kajti v takem stanju duha ni mogoče voditi argumentirane razprave. Ni mogoče zagotoviti takih ukrepov, kot jih izvaja celotna Evropa. V številnih evropskih državah se ponovno zaostrujejo ukrepi preprečevanja širjenja epidemije, saj se širi nov val COVID-19. In glede na odločitve nekaterih organov, predvsem Ustavnega sodišča in informacijske pooblaščenke, v Sloveniji ne bomo mogli sprejemati podobnih ukrepov. Pri nas ni mogoče oblikovati dovolj širokega političnega soglasja za učinkovito zakonsko podlago, ki bi zadovoljila zahteve teh organov. Zdaj je očitno, da slovenska vlada nima na voljo ustreznih mehanizmov, da bi zagotovila kolektivno skrb za javno zdravje ob naslednjem valu epidemije. In zato je skrb za zaščito proti COVID-19 v prvi vrsti stvar odgovornosti vsakega posameznika in posameznice. Jaz sem se cepil in to priporočam tudi drugim. Je pa to vsekakor stvar svobodne odločitve vsakega posameznika in posameznice. Odgovornost za mirne počitniške dni tako ostaja na vsakem posamezniku, saj bomo le z doslednim upoštevanjem ukrepov in zadostno precepljenostjo lahko zaščitili sebe, svoje bližnje in si zagotovili brezskrbno poletje.